To so poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. V Lendavi so namenu predali prenovljeno nogometno igralno površino. Na Petanjci so pripravili tradicionalno že 24. prireditev Naši zakladi. Društvo upokojencev Murska Sobota vabi na pogovor o dolgotrajni oskrbi. Mura v Ajdovščini nadigrala Primorje. Še vreme, jutri se bodo padavine postopoma razširile nad vso Slovenijo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V športnem parku Lendava so včeraj namenu predali prenovljeno igralno površino, ki pomeni pomemben korak k nadaljnjemu razvoju športne infrastrukture. Prenovljena igralna površina v Lendavi z ogrevanjem omogoča kakovostnejšo pripravo in boljše pogoje za izvedbo tekem v zahtevnejših vremenskih razmerah. Dogodku je posebno veljavo dodal obisk predsednika Državnega zbora in predsednika Nogometne zveze Slovenije. Vse, kar ima kakršnokoli povezavo s športom, pri meni zbuja neke posebne ambicije. Zdaj vem, da ta prenova, da ima danes posebno težo, že zaradi tega, ker NK Nafta letos slavi 123 let, kar je neka posebna dediščina in tradicija, ki si zasluži najboljše športne pogoje. Ampak moram reči, da ne gre samo za vrhunski šport, temveč tudi za zavedanje dejstva, da danes mladina bistveno preveč časa posveti zaslonom, mobilnim aparatom in da je prav, da imajo tudi oni neka posebna mesta za druženje, za rekreacijo, pa tudi starejši za zdrav način življenja, pa nasploh ljudje za nek zdrav življenjski slog in pa druženje. Tako da navdušen sem ob vsaki taki novi pridobitvi in iskreno čestitam vsem, ki so bili udeleženi ali pa so bili nek del tega. Z obnovo igralne površine je Lendava naredila pomemben premik v razvoju športne infrastrukture. Odprtje je spremljala še nogometna tekma. Najprej bi pozdravil vse skupaj tukaj v Lendavi pred to pomembno drugoligaško tekmo. NK Nafti bi zaželel preboj nazaj v prvo slovensko nogometno ligo. Županu in občini skupaj s klubom bi pa rad čestital na tej izjemni pridobitvi, ki je pomembna ne samo za klub in delovanje kluba, ampak tudi za slovenski nogomet. Predvsem je pa pomembno, da otrokom in vsem tistim, ki se v Lendavi ukvarjajo z nogometom, zagotovijo spodobne pogoje za ukvarjanje s tem čudovitim športom. Zato še enkrat čestitke županu, občini in tudi klubu na tej izjemni športni oziroma infrastrukturni pridobitvi. Pred tekmo in slovesnim prerezom traku v športnem parku so poudarili, da je lendavski nogometni klub najstarejši v Sloveniji, hkrati pa je nogomet šport, ki ima v pokrajini zavidljivo število privržencev. Prav to, da je danes ena nova pridobitev, je logično, da smo na občini se odločili v smislu nadgradnje naše dolge tradicije, žlahne tradicije. In ko sem tu pogledal gore, imamo že neke veterane, ki so nekoč igrali, ki so nekoč vodili ta klub in v temu čast mlajšim generacijam, ki so za nami, ki že trenirajo in bojo, jaz verjamem, tudi v prvi ligi skupaj z drugo pomursko ekipo igrali derbije. In to si Lendava zasluži, zato ker je najstarejši klub v Sloveniji in pravi obisk in pravo navijaštvo je prav v Pomurju. Pridobitev je pomembna za vse, a še posebej za prihajajoče generacije igralcev nogometa. Želim, da naši mladi imajo tiste pogoje, da tudi v naslednjih generacijah imajo pogoje, da igrajo na najvišjih rangih tekmovanja. Želim si še enkrat tudi danes dobrega rezultata, seveda pa v prvo ligo je treba zasluženo iti in treba tudi ostale tekme odigrati korektno in tudi z zmago. Pred prerezom traku in pred prekmurskim derbijem med Nafto in Beltinci je prenovljeno površino blagoslovil Simon Štihec, župnik v Dobrovniku.
V vrtu spominov in tovarištva so pripravili letošnjo, že 24. tradicionalno majsko prireditev Naši zakladi z naslovom Naša domovina praznuje. V kulturnem programu so nastopili mešani pevski zbor Mavrica osnovne šole Tišina pod vodstvom Polone Hans. Učenci osnovne šole Tišina, dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Mrijetka Popovski ter mešani pevski zbor Slava Klavora Maribor pod vodstvom Branke Janc Radmilovič. Slavnostna govorka je bila Katja Huber, predstavnica kluba prekmurskih študentov, ki je poudarila pomen prireditve in vrta. Vrt ni le prostor, kjer se danes srečujemo. Je prostor, kjer se na edinstven način prepletajo zgodovina, narava in človek. Je živ spomenik, ki ne govori le o preteklosti, ampak nas nagovarja tudi danes. Vsako drvo v njem nosi zgodbo. Vsaka zasaditev ima svoj pomen. In prav v tej simboliki je njegova posebnost. Da spomin ne stoji na mestu, ampak raste, se razvija in živi skupaj z nami. Vrt nas ne nagovarja z glasnostjo, ampak s tišino. Ne s patetiko, ampak z iskrenostjo in prav zato ima moč. Moč, da nas upočasni, moč, da nas poveže in moč, da nas opomni. Opomni nas na žrtve, na pogum in na vrednote, ki so oblikovale našo skupnost. A hkrati nas opominja tudi na odgovornost. Odgovornost nas živih, da te vrednote razumemo in jih znamo živeti vnaprej. Društvo upokojencev Murska Sobota je zelo aktivno in pripravlja številne aktivnosti. Z nami je predsednica Društva upokojencev Murska Sobota, gospa Vlasta Veren. Lepo pozdravljeni. Ja, dober dan. Lepo pozdravljeni. Že zdaj ta teden v četrtek boste v Mensani oziroma pripravljate v sodelovanju s Centrom za socialno delo predavanje na temo aktualne informacije o dolgotrajni oskrbi z debato. Kako naj si predstavljamo oziroma kaj bi želeli izvedeti na tem predavanju? Pravzaprav o dolgotrajni oskrbi smo se na Društvu upokojencev že pogovarjali, vendar ves čas se dogaja nekaj novega, zadeve tečejo naprej in zaradi tega smo skupaj z Centrom za socialno delo pripravili to predavanje. Predavala bo gospa Nina Kovač. Ona dela na tem področju, tako da na našem v našem kraju pravzaprav obvlada zadevo problem dolgotrajne oskrbe. Se pravi, dopoldne se bomo lahko zbrali v Mensani in potem izvedeli nekaj več in lahko bomo tudi vprašali to, kar nas zanima o dolgotrajni oskrbi. Ja, vsekakor. Zvedeli bomo nekaj več in lahko bomo povprašali o vsem, kar nas v bistvu skrbi, o čem razmišljamo in tako naprej. Potem pa je Društvo upokojencev aktivno na številnih področjih. Letos bo namreč 45 let, odkar deluje pevski zbor Vladimir Močan. Ja, 7. oktobra pred 45 leti je začel delovati pevski zbor, ki nosi ime po profesorju Vladimiru Močanu. Zdaj, ko je bila 40. obletnica, nekako ni bilo možno proslaviti tega dogodka, ker je takrat, skratka, so bili covidni ukrepi. Zato smo se odločili, da ne čakamo na 50. obletnico, ampak da proslavimo 45. obletnico. 7. oktobra, skratka, 45 let nazaj je bil pevski zbor ustanovljen in začel prepevati. Lepo obletnico pa praznuje tudi Društvo upokojencev Murska Sobota. Ustanovljeno je bilo namreč leta 1947. Tako. Naslednje leto bo Društvo upokojencev Murska Sobota štelo celih 80 let svojega delovanja. Tako za nami je dolga doba, dosti članstva, giblje se številka tam okoli 700, kakšen več, kakšen manj. Zdaj, naslednje leto vsekakor bomo proslavili. In zakaj naj bi se nekdo včlanil v Društvo upokojencev Murska Sobota? Pripravljate namreč številne aktivnosti in za starejšo populacijo je zelo pomembno, da se aktivno udeležuje družbenega življenja.
Ja, imamo kar nekaj področji, kar nekaj aktivnosti. Zdaj, jaz bom tako rekla, vsak se lahko nekje najde, zdaj pa je od vsakega posameznika odvisno, ali je za ali pa mu preprosto ta sistem funkcioniranja ne ustreza. Imamo pa vse od športa, kulture, prostovoljstva. Zdaj, kot prvo bi jaz v bistvu omenila, pohvalila naše prostovoljke. V glavnem so dekleta. Mislim, jaz o tem prej, dokler se nisem začela udeleževati, ukvarjati z društvom, niti nisem vedela, da so ženske, ki delajo to, kar delajo. Mislim, res hvale vredno. Se pravi, da Društvo upokojencev Murska Sobota je aktivno skozi celo leto, ne samo na določene praznike ali določene dneve, in tudi aktivnosti so prav tako razporejene skozi vse leto. Ja, več ali manje delujemo čez celo leto, mogoče malo počivamo poleti, meseca julija in avgusta, drugače se pa neprestano nekaj dogaja. Od šaha do pikada, od pevskega zbora do literatov. Letos bomo izdali 22. številko Skojenih poti, zbornik, ki ga pripravljamo vsako leto. Potem prostovoljke sem že omenila, potem, mislim, marsikaj. V glavnem, vsak, ki želi, najde nekaj za sebe. In druženja so pri tem zelo pomembna, organizirate kar lepo število izletov skozi celo leto. Ja, mislim, da je najpomembnejše, zakaj je društvo ustanovljeno, zakaj društvo deluje, druženje. Skratka, da nisi sam, da greš, da se pogovarjaš, da razmišljaš, ja. Kar nekaj zadev je, ki jih pripravljamo. Prejšnji teden smo bili na izletu na Gorenjskem, dvodnevni izlet. Zdaj, tisti, ki smo bili tam, smo izlet zelo pohvalili. Mislim, da smo se res imeli fajn. Sicer Gorenjska se sliši tako, kaj Gorenjska, ne, ampak tam je za videti. Res je za videti in za doživeti. Pa, če drugo ne, so pomembna ta druženja, da ne obsedimo doma v svojih 4 stenah in se družimo. Namreč to je osnovno, kar ste želeli povedati, oziroma to je tista osnova, na katerem temelji Društvo upokojencev. Ja, bistvo, osnova je druženje. Druženje in imejmo se fajn. Na ta ali na drugi način. Tako, torej, če pa zdaj želimo aktualno izvedeti nekaj več o dolgotrajni oskrbi in srečati kakšne člane in članice Društva upokojencev, pa se bomo ob 10. v četrtek odpravili v medgeneracijsko središče Mensana, se spoznali in izvedeli kaj koristnega o dolgotrajni oskrbi. Ja, lepo vabljeni, mi vas pričakujemo. Mislim, da bomo izvedeli veliko in pridite. Vlasta Veren, predsednica Društva upokojencev Murska Sobota, najlepša hvala. Hvala za vabilo. Na nogometnih zelenicah sta se včeraj v Ajdovščini pomerila Primorje in Mura. Mura je z 0-2 nadigrala Primorje in prekinila niz porazov. Po tekmi je postalo jasno, da Mura ostaja v prvi nogometni ligi. Primorje bo v predzadnjem krogu gostovalo pri Aluminiju, Mura pa bo gostila Maribor. Rezultat je navdušil vse privržence Mure. Tekmo pa je po koncu pokomentiral trener Darjan Slevic. Kaj naj povem, prvo kapo dol fantom, ker psihološkega vidika zelo težko. Vemo, kaj smo dali čez, koliko prejšnjih tekem je bilo res na nivoju, ampak tisti najpomembnejša stvar, rezultat je vedno zmanjkal. Danes smo mislim, celi teden smo verjeli v to, da danes to rešimo, končamo in po 22 letih zmagamo v Ajdovščini. Nekateri, nisem rekel v slačilnici, nekateri se niso rodili še takrat. Tako da nekaj težka tekma, dobro smo začeli in potem ta zastreljena na 8 metrovka še težja od psihološkega vidika, ampak fanti so prebrodili. Evo, kaj je letos, kot sem povedal, ena značilnost je, ta ekipa je, ko je treba, je vedno prava in je odločna in vedno prenese rezultat. Poglejmo še, kakšno vreme nas čaka jutri.
Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Dopoldne je bilo jasno. Opoldne so v Murski Soboti in Radencih namerili 23, v Lendavi ter Ukrajinskem parku Goričko pa 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte razširile nad vso Slovenijo. Prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, občutno se bo ohladilo. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo zjutraj od 6 do 11, čez dan bo hladno za ta letni čas. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti 5, v Mariboru 4 in na Ptuju 3, najvišje dnevne bodo v Murski Soboti 16, v Mariboru in na Ptuju 17 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo hladno, v mraziščnih legah bo zjutraj možna slana. V četrtek bo sončno, popoldne pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Proti večeru se bodo na zahodu začele pojavljati padavine. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 2 in 9, čez dan pa med 10 in 19 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomorskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost, pa srečno!